Pozdravljeni! S to predstavitvijo vam želimo približati delovanje sistema in portala BizPiz. V predstavitvi bomo najprej opisali delovanje sistema BizPiz, nato pa prikazali uporabo portala. Za začetek bi vam predstavil nekaj izrazov. Portal BizPiz je spletni portal za podjetja in organizacije, namenjen varnemu dostopu do elektronskih storitev sistema BizPiz. Preko portala lahko registrirani uporabniki dostopajo do e-predalov in oddajajo e-vloge. S posebnim pooblastilom je možen tudi vpogled v podatke M4, ki jih pripravlja ZPIZ. Poleg dostopa preko portala BizPiz sta oddaja e-vlog in dostop do e-predalov možna tudi preko spletnih servisov. V sistem BizPiz pa spada še storitev Ready, ki je namenjena za izmenjavo podatkov preko sistema zastavic. Kaj pa je e-predal? E-predal je elektronski predal za izmenjavo dokumentov. Do dokumentov v e-predalu lahko dostopajo le uporabniki z ustreznim pooblastilom, dostopom do e-predala. Vsak e-predal ima svojo unikatno oznako, ki je enaka davčni številki. V primeru, da ima podjetje ali organizacija več e-predalov, pa se za zagotavljanje unikatne številke, davčni številki doda pripona. Uporabo več e-predalov svetujemo predvsem za večje organizacije, za boljšo preglednost ter za omejitev dostopa do prejetih in oddanih dokumentov. Za vsak e-predal lahko določimo tudi seznam e-vlog, ki so na voljo v tem e-predalu. Kot že omenjeno, so v e-predalu dokumenti. Dokumente delimo na oddane vloge in prejete dokumente, med katere spadajo tudi povratnice. Povratnica je poseben prejeti dokument, ki se pošlje avtomatično za vsako oddano vlogo. Vsak dokument ima med drugim svojo unikatno oznako, oznako e-predala in oznako uporabnika. Na ta način za vsak dokument vemo, v kateri e-predal spada in kdo je določeno vlogo oddal. Nekateri prejeti dokumenti imajo med podatki tudi oznako predhodnega dokumenta. Prisotnost te oznake omogoča ločevanje prejetih dokumentov na odgovore, ki to oznako imajo, in ostale prejete dokumente, ki te oznake nimajo. To ločevanje je pomembno zato, ker vpliva na to, kaj lahko določen uporabnik vidi in česa ne, ter na obveščanje o prejetih dokumentih. Poleg navedenega na to, kaj lahko uporabnik v BizPiz vidi, vplivajo predvsem njegova pooblastila. Pooblastila so vezana na e-predal. Uporabnik ima lahko na različnih e-predalih različna pooblastila. Obstajajo 4 različna pooblastila. Uporabnik s pooblastilom digitalni dokumenti glavna pisarna že od prvega vstopa v BizPiz vidi vse oddane vloge in vse prejete dokumente v e-predalu, do katerega ima dostop. Če seveda kakšni oddani ali prejeti dokumenti v e-predalu že so. Po drugi strani pa uporabnik s pooblastilom digitalni dokumenti uporabnik, ko prvič vstopi v BizPiz, ne vidi nobenega dokumenta, niti oddanih, niti prejetih. Ko začne pošiljati vloge, pa v e-predalu vidi le vloge, ki jih je sam oddal, ter odgovore na svoje vloge. Na splošno se večinoma uporabljata le ti 2 pooblastili, ki sta bili opisani do sedaj. Poleg že opisanih pooblastil obstajata še 2. Tretja izmed možnosti je pooblastilo digitalni dokumenti področje. To pooblastilo je nekaj vmes med prej navedenima pooblastilama. Uporabnik lahko vidi vse oddane vloge in odgovore na te vloge. In to za tisto vrsto vloge, ki jo je tudi sam že kdaj oddal. Ko se uporabnik s tem pooblastilom prvič prijavi v BizPiz, ne vidi nobenega dokumenta, niti oddanih, niti prejetih. Ko pa na primer prvič odda določeno vlogo, od takrat naprej vidi vse oddane vloge z isto oznako, torej tudi od drugih uporabnikov in odgovore na te vloge. Zadnja izmed možnosti je pooblastilo samo e-vloge. V tem primeru uporabnik vidi samo svoje oddane vloge, ne vidi pa nobenih prejetih dokumentov. S pooblastili in oznako predhodnega dokumenta pa je povezano tudi obveščanje o prejetih dokumentih. Tudi pri obveščanju prejete dokumente delimo na odgovore in ostale prejete dokumente. Za odgovore obvestilo dobi uporabnik, ki je vlogo oddal, kopija sporočila pa je poslana ali na splošni e-naslov, če je na e-predalu nastavljen, ali pa vse e-poštne naslove uporabnikov s pooblastilom digitalni dokumenti glavna pisarna.
Pri ostalih prejetih dokumentih obvestilo dobijo vsi uporabniki s pooblastilom Digitalni dokumenti glavna pisarna. Kopija sporočila pa je poslana na splošni e-poštni naslov, če je na e-predalu nastavljen. Nastavitev splošnega e-poštnega naslova za e-predal je vedno ročna, po dogovoru glede na želje podjetja oziroma organizacije. Če želite nastaviti splošni e-naslov, sporočite to na oddelek za pomoč uporabnikom. Kontakt je naveden na spletni strani in na koncu predstavitve. Obvestilo o prispelem dokumentu je takšno, kot ga sedaj vidite na ekranu, obstajata dve različici glede na način vročanja. S tem zaključujem opis delovanja sistema BizPis in nadaljujem s prikazom uporabe portala. Preden lahko začnete uporabljati portal BizPis, je potrebno izpolniti obrazec za registracijo. Najprej vas brskalnik vpraša za izbiro certifikata, s katerim se boste registrirali. Podatki iz izbranega certifikata se na obrazcu izpišejo. V obrazcu s pomočjo iskalnika najprej poiščete ustrezno podjetje oziroma organizacijo. Ko v seznamu najdete ustrezen zapis in ga s klikom izberete, se izbrani podatki vpišejo v obrazec. Nadaljujete z opisom odgovorne osebe. Če ste zaposleni v drugem podjetju oziroma organizaciji, kot je bilo izbrano v prejšnjem koraku, naprimer, da delate v računovodskem servisu, odkljukajte pooblaščeno podjetje in poiščite ustrezno podjetje oziroma organizacijo s pomočjo iskalnika. Zatem izpolnite uporabniške podatke. Tukaj je mišljeno, da vnesete svoje podatke, torej podatke osebe, ki obrazec izpolnjuje. Obvezni so vsi podatki razen telefon 2. E-pošta, ki jo boste vnesli v tem koraku, se uporablja kot kontaktni e-poštni naslov uporabnika pri obveščanju. V poglavju 1.1 in 2 nato izberete ustrezna pooblastila. Če podjetje ali organizacija, za katero oddajate registracijo, uporablja več e-predalov, bi vas prosili, če lahko v poglavju 1.2 dopišete, za kateri sporazum oziroma e-predal naj ta registracija velja. Poglavja 3 spletne storitve ne izpolnjujete. Ta del je namenjen za pooblastila za dostop preko spletnih servisov. Nazadnje s klikom na potrdi zaključite izpolnjevanje obrazca. Pojavi se gumb Natisni za prikaz izpolnjenega obrazca. V obrazcu se izpišejo podatki, kot ste jih vnesli. Obrazec nato fizično ali elektronsko podpiše odgovorna oseba. Pošljete ga lahko po pošti ali na info@spis.si. Po potrditvi registracije prejmete obvestilo na vaš e-poštni naslov, na kontaktni e-poštni naslov in na e-poštni naslov naveden v digitalnem potrdilu. Ko je registracija potrjena, se v BizPis lahko prijavite preko Spizove spletne strani ali uporabite direktno povezavo, ki je navedena v oklepaju. Če imate dostop do enega e-predala, se vam po vpisu gesla in kliku na prijavo takoj odpre vstopna stran. Nekateri uporabniki imajo dostop do več e-predalov. To je lahko znotraj iste organizacije ali pa za različne organizacije. V tem primeru se uporabniku pojavi spustni seznam za izbiro e-predala, kot vidite spodaj. Če želi uporabnik zamenjati e-predal, v katerem dela, se mora iz BizPis odjaviti in nato ponovno prijaviti. Po prijavi v portal BizPis so vsakemu uporabniku na voljo prvi 3 meniji, informativni vpogled pa le v primeru ustreznih pooblastil. Pod podatki pravne osebe lahko preverite, pod katerim e-predalom ste prijavljeni. Vidite lahko tudi seznam uporabnikov z dostopom do tega e-predala in seznam kontaktov uporabnikov. Naslednji meni je oddaja e-vlog. Ko kliknete na oddaja e-vlog, se avtomatično odpre zavihek Nova. Zavihek Nova je namenjen prikazu seznama e-vlog, ki so uporabniku na voljo. Če na vlogo kliknemo, se ta odpre. Takrat sistem vlogo tudi avtomatično shrani in je vidna v zavihku v delu. Vloga se shrani tudi, ko izberete možnost shrani ali nadaljuj z oddajo. Ko ste z vnosom v e-vlogo zaključili in izbrali nadaljuj z oddajo, se odpre e-vloga v načinu pregleda, na dnu pa imate dve možnosti za podpis. Podpis z digitalnim potrdilom ali pa podpis preko sistema SIPAS. V prvem primeru morate imeti nameščeno podpisno komponento SETC Pro X-Sign. V drugem primeru pa se je potrebno najprej registrirati v sistem SIPAS in si po registraciji dodati digitalno potrdilo SIPAS.
Če boste pri tem potrebovali pomoč, se prosim obrnite na oddelek za pomoč uporabnikom. Izmed vlog bi izpostavil vlogo za prijavo odjavo v elektronsko vročeni BizPis. S to vlogo omogočite, da vam zavod dokumente vroča v vaši predal v sistemu BizPis namesto pisno po pošti. Ko je vloga oddana, se v zavodovem dokumentnem sistemu avtomatično prikaže možnost za odpremo v e-predal. Vloge ne rabi oddati vsak uporabnik, dovolj jo oddati samo enkrat za določen e-predal. Zavihek v delu je namenjen pregledovanju shranjenih e-vlog. Ko shranjeno vlogo odprete, nadaljujete z delom tam, kjer ste končali. Vloge lahko iz seznama tudi pobrišete. Ko vlogo podpišete, je takoj tudi oddana. Oddane vloge pregledujete v zavihku oddane. Vsaka vloga takoj dobi stanje vloga sprejeta. Če ima vloga kakšen odgovor, pa se stanje spremeni v posredovan odgovor. V tem primeru lahko kliknete na to možnost in se odpre seznam odgovorov. Pri vlogah za M4 pa imamo tudi stanje vloga z napako in vloga brez napak. Za oddane vloge lahko dodate tudi opombo. Naslednji zavihek so zavrnjene vloge. Meni zavrnjene obstaja, ker je možno, da je prejeta vloga zavrnjena. Pri oddaji e-vlog preko portala BizPis vsaka vloga kot odgovor avtomatično dobi pozitivno povratnico in s tem stanje sprejeta. Lahko pa zavrnjene vloge nastanejo pri oddaji e-vloge preko spletnega servisa, saj se v tem primeru določena preverjanja izvaja šele po oddaji. Če zavrnjeno e-vlogo odprete, se pod prikazano vlogo izpiše razlog zavrnitve. Zadnji zavihek je iskalnik. Iščete lahko po metapodatkih, podatkih na e-vlogi in podatkih v XML priponkah. Za večino podatkov je potrebno dodati kljukico tudi po vsebini. V iskalniku lahko tudi urejate opombe. Sedaj pa poglejmo še meni pregled odgovorov. Ko kliknete na ta meni, se odpre neprebrano. Tu so razen povratnic vsi prejeti dokumenti, ki jih ni še noben uporabnik odprl. Ko na posamezen prejeti dokument kliknete, da ga odprete, se v meniju neprebrano ne pojavi več. Še vedno pa ga lahko najdete v ostalih menijih, na primer prejeto navadno. Opozoril bi, da številka, ki se pojavi zraven posameznega menija, pomeni le število neprebranih dokumentov in ne število vseh dokumentov. Ko strokovni sodelavci na zavodu odpošiljajo dokumente, imajo 3 možnosti. Navadno pošiljanje, pošiljanje z vročanjem ali pošiljanje z vročanjem po ZUP. Pri pošiljanju z vročanjem ali vročanjem po ZUP se pošiljka prikaže pod prejete pošiljke. Za oddajo vročilnice najprej izberemo eno izmed prejetih obvestil. Na obvestilu se prikažejo osnovni podatki. Nato izberete oddaj vročilnica. Odpre se e-vloga vročilnica, ki ima nekatere podatke že predizpolnjene. Vlogo nato dopolnite in podpišete. Ko je vročilnica hkrati s podpisom oddana, je prejeti dokument takoj viden pod prejeto z vročanjem. Nadaljujemo z menijem prejeta. V prejeto z vročanjem torej najdete prevzete pošiljke z vročanjem, v prejeto navadno pa vse ostale prejete dokumente. V obeh možnostih lahko za prejete dokumente dodajate opombe. V tabeli se najprej prikažejo neprebrani dokumenti. Če na določen dokument kliknete, se ta odpre. Če ima referenčna oznaka vloge zraven zvezdica, kot je na primer na spodnji sliki, to pomeni, da za ta prejeti dokument obstaja poslana vloga. Če kliknete na to povezavo, se odprejo povezani poslani dokumenti. Z vrstično funkcijo Prenesi XML priponke prenesete samo XML vloge, s klikom na priponko pa prenesete posamično priponko. S funkcijo Prenesi vse pa za odkljukane dokumente prenesete XML vloge in vse priponke. V meniju povratnice lahko pregledate povratnice za poslane vloge. Kot je bilo že pri oddaji e-vlog omenjeno, je sedaj le v primeru oddaje vloge preko spletnega servisa možno, da je prejeta vloga zavrnjena. Kadar se to zgodi, povratnico najdete pod e-vloga zavrnjena. Pozitivne povratnice pa najdete pod e-vloga sprejeta. S klikom na povratnico se izpiše rezultat preverjanja, brez napak oziroma seznam napak. Za iskanje prejetih dokumentov uporabite iskalnik. Pri uporabi iskalnika se poleg vročilnic in prejetih dokumentov izpišejo tudi povratnice. Na enak način kot pri oddanih vlogah,
Tudi tukaj lahko iščete po metapodatkih, podatkih na e-vlogi in podatkih v XML priponkah. Za večino podatkov je potrebno dodati kljukico tudi po vsebini. S tem zaključujemo predstavitev BizPiz. Za pomoč in druga vprašanja nam prosim pišite na navedeni e-poštni naslov ali pokličite po telefonu.